Jaz sem Janin, tole tukaj je pa Jan Slivnik, ki nam bo zdaj povedal, da je že malo potoval v svojem življenju. Tako je, čisto res. Kako si bo začel sploh? Kdaj si šel prvič na kakšno pot? Ja, zdaj tako bom rekel, zmeraj sem imel neko željo, pač malo okrog hoditi. Kdaj sem začel, že starši smo hodili zelo velikrat dol, kakšno Tunizijo, Egipt, pa take zadeve, no. Tako da s tistim se je nekako začel, pa načeloma, kar se samega raziskovanja tiče, sem jaz bil mogoče tam, smo šli tiste klasične dnevne izletke še zraven gledati, drugače pa tisti rezort nekako malo bolj izležavanje, bom rekel, ne, ampak ko sem pa začel, ne vem, koliko sem bil star, 19 po moje, da sem prvič šel tako malo s kolegi, večinoma ven, mislim, z letalom, kakšne tele Kanarske otoke, Španijo smo recimo raziskovali, Malta, Sicilija, take zadeve, no. Tako da mene zmeraj majčkeno bolj vlečejo topli kraji, nisem nikoli za kakšne mrzle kraje. In pa ja, bom rekel, v Egiptu sem bil po mojem 5-krat, samo to je bilo takrat še, ko sem ni nekaj, ko nisem imel, to je bil ta rezort včasih, no, bom rekel. Pa sem pa jaz v bistvu bil malo limitiran tudi z svojim delom, ne, pač jaz sem še, bom rekel, študiral, ko sem doštudiral strojno, sem pač vmes, kar se je le dal, mogoče parkrat na leto, ajde nekam šel. To pomeni poletne počitnice? Ja, poletne pa kdaj kakšne tako, recimo, ali je to 1. maja, ali pa kakšni taki daljši odmorčki, ali pa za nov let tudi. A to si šel sam, s kolegi? Bolj ka ne s kolegi, sam sem zelo redko kdaj šel, ampak bilo je pa po 2019, no, ko sem... Prav po Evropi? Po Evropi, ja, tako nič kaj tazga, no. Bilo je pa po 2019, ko sem se pa odločil, da bi pa nekaj naredil en preskok, pa mogoče šel izven svojih okvirov. In ja, takrat sem se pa odločil, da grem pač v Ameriko in sem skoraj pol leta bil tam prek nekega programa za študente in sem šel delati kot na počitniško delo, ajde bom rekel. A to si že tukaj organiziral? Ja, to je bilo vse organiziran prek Nomaga takrat, so nam zrihtali pač te delovne J1 vize, mislim, da se imenuje, ja. Sem mogel pa en kupenih papirjev pa... Je to tak program, ki je za vse študente, ne glede kaj študiraš? Ja, to mislim, da če se zdaj prav spomnim, celo do 30. leta mlade. Ni pa Erasmus? Ni Erasmus, ne. No, v glavnem, potem sem mogel pač se prijaviti na ene par destinacij v Ameriki in sicer tak program sem se odločil, da sem 5 različnih destinacij pa 5 različnih delov mogel si izbrati, ne. Pa tisti, ki so me nazaj ta prvi kontaktirali, tja sem bil izbran, tako da besedno. Se pravi, ti si popisal približno svoje sposobnosti, pa kaj bi te veselili delati, potem so pa oni najdel nekoga, ki rabi... Tako, večino je bilo to delo v turizmu, ne, pač nič kaj posebenega, sploh ne v moji profesiji, jaz sem recimo strojništvo študiral, šel sem pa sladoled prodajati na koncu. Glavno, kar je bil poanta tega, da se sam postavim nekam, kjer mi je tuje, da spoznam mogoče čisto drugo kulturo, ker je dobesedno življenje čisto drugače, kakor pa pri nas, ne. In skozi sem imel, ja, željo mogoče tudi obiskati Ameriko, ne. Tako da, ja, je prišlo do tega, da sem bil brcnen pojet, ja. In ja, sem si... In si že vedel, da bo šel za pol leta? Ja, v bistvu okrog 4 mesece, pa da bom še en mesec sigurno podaljšal oziroma okrog potovati, ne. Tako da sem bil izbran za Nantucket, to je tam Massachusetts en otoček. Treba pogledati, se pravi, tukaj se bo lažje videl, tukaj je nekje, ne? Točno tako je, evo, tukaj je Rhode Island in takoj tukaj spodaj je Nantucket, pa zraven še Martha's Vineyard, ne, to sta dva otočka, tam ta najbolj poznana. V glavnem jaz sem bil tam na Nantucketu, ne, tako da dobesedno na mečkem otočku. To je bilo poletje? To je bilo čez poletje, ja. Dobesedno sem bil, koliko, skoraj 4 mesece sem delal tam. Vmes sem med Slobod prišel še pol obiskat, sva šla malo v Boston. Na ta način, da ti oni plačajo karto, pa da si pol slabo plačan, ali da ti plačaš karto, pa da si dobro plačan? Tako, karta pa vse sem mogel tudi program sam plačati, seveda, to je bilo treba vse plačati. Ampak mene je bilo zelo strah, ker je tam zelo visok standard, sploh na Nantucketu, tam sami ti bogatuni pa to hodijo in tudi cene so ful dražji. Pa bivanje si pa imel?
Ja, in jaz sem najdel, ja, bivanje sem pa imel prek njih tako, ja, oziroma sem celo nekaj na teden plačal, $140, zdaj, če se prav A spomnim. še kar? Ja, to ni bilo čisto istovno, ampak je pa providal vse skupaj ta moj delodajalec, ne. V glavnem, lahko si pa sam najdel, sam tam je tako drago, da pač ni variante, da bi kjerkoli drugje spal, ne, razen če bi kaj poznal V mogoče. Ameriki pod $50 redko kje, ne? Ja, tako da, ja, long story short, tam sem pristal, še prej sem se ful pozanimal, kaj, kako pričakovati, ne, in sem najdel enega kolega, zdaj kolega, prej še nisem poznal, ampak en Američan, ki ful v Srbijo hod, oziroma je celo živel takrat v Srbiji in voz srpske študente v Ameriko. In je imel neko agencijo prav to, ne vem... Vozi kot turiste? Ja, ne kot turiste, kot spet, da pridejo delati. Ja, Aha, ok. samo čez sezono, ne. Tako da za Srbijo recimo je pa to sploh čisto drugačen standard, ne. In valjda, on jih je ful kaj vozil, jaz sem pa njega kontaktiral, mi vse povedal, šiht lahko dobiš tako pa tako, ful hiter, ne. Ja, in jaz sem tisti šiht imel, v glavnem, tam sem naredil, mislim, nam skrival tega, ampak v 3 mesecih 16 urjev. Pač na koncu je bilo to res wow, ne. Ja, In za sploh za enega študenta, ki sem rekel, pismo 5-6 urjev na mesec, težko, bravo. Ja, ampak dobro. A delal si pa take normalne stvari? Ja, pa tudi tam v Tringatu imaš še enkrat to plačano, ne. Tako da ja, ne, že cene so bile, recimo, takrat, ko je bilo pri nas €5 na uro za študente, ali pa še manj, €4. So bile takrat cene, ne vem, od 15 naprej gladko, ne. Wow. Jaz nikoli nisem razumel, kako so lahko tako visoke cene pri njih. Pri njih recimo zafrkavajo policiste, kaj boš ti, ko imaš samo 40 urjev plače. Ja. Pri nas 40 urjev si že boki batina. Tako da ne, vse imajo standarde drugače, to je za razumeti, ne, ampak no, v glavnem na koncu je bila to res ena taka izkušnja, mogoče sem res malo preveč delal, jaz če bi naslednjič pol prišel, veš. Sicer je bilo pa tako, da sem en mesec po temu, ko sem pa zaključil z delom, sem pa šel potovati za cel mesec, pa ni bilo treba takrat nič gledati na denar ali pa karkoli, ja, veš, pač mislim... Ja ne, ja, veš, si prvošaš pismo, vse greš za to na izkušnjo, mislim, zaradi izkušnje. Še obstoja, v mojih študentskih saatih je bil Camp America, kar je pomenilo, da si moral biti tja in si bil tam nekakšen counselor, kar pomeni vodič za otroke, več ali manj, no. Ti ne bilo sicer plačano, še kar bilo boljše na vsak način kot pri nas, ampak si imel pa plačan avion, pa bivanje. In potem so ti dali še ali en teden ali pa več in potem sem jaz pogledal, koliko se da največ, da pa še lahko potoval okrog. Mi smo imeli že marsikaj zrihtan, sem potem nekaj drugega vmes prišel. A to še obstove? Si kaj gledal takrat, ko si se pripravljal? Ne, jaz sem takrat to najbolj sem se v to zapičil in sem rekel, ajde, gremo to. Zdaj, da mi, ne veš kaj, jaz sem še zmer hotel, da kaj pridem nekaj svojega zaslužen, pa nekak... Kaj si pa predlagal, kakšna dela si predlagal, da bi rad delal takrat, ko si odhajal? Prav veliko opcij ni bilo, to je bilo dejansko tako delo v turizmu, študentska dela in sicer se pravi, sem sledil... So ti dali on en katalog, kaj lahko delaš, pa si bolj izbral? Ja, lahko si bil recimo v recepciji, vse take sorte, ne, tako da... Ampak jaz tam, ne vem, se pravi, niti ne spomnim se, kva sem vse izbral in da je bila neki South Carolina ali nekaj še ostalo, ampak takrat so me prvega izbrali za en taket in sem rekel, ok, od tistega naprej sploh nam nič več gledal, ne, tako da sem mogel tja iti, ne. In plačano je bilo pa vedno tam od $15 na uro naprej. Ja, to... S tem, da če si za šankom, potem je še dvakrat toliko napitnine. Mislim, ne, tako bom rekel, tisto, kar se pa najbolj lahko tam spoštuje, je pa to, da saj Američani oziroma tam, kjer sem bil, gledajo na to, da ti dajo neko povišico, če se človek izkaže, ne. Tukaj celo sezono žgarbal za nič, tam sem dobil v manj kot enemu mesecu 2-krat povišico, da se ne hecam, tako da... Ja, se moramo še marsikaj za naučiti. Kolikor imamo slabo mnenje o Ameriki, ni vse slabo, ne? Ja, mislim, ne vem, kako je zdaj, verjetno, ampak lej, pač ja, jaz imam dobre izkušnje. Ja, se to je bilo, koliko je to nazaj, se niti 5-6 let? 6 let, ja. Ja, ni taka. Ni spet tako, ampak kar slišimo zdaj različno.